Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Gorje Peter Torkar, kakšen je namen obiska varuha človekovih pravic pri vas? Danes nas je osebno obiskal Peter Svetina, ki je varuh človekovih pravic in tudi sam in osebno prinesel tudi kotiček za varuha človekovih pravic v občino Gorje. Vse občanke in občani občine Gorje in pa jaz osebno smo nad tem zelo navdušeni, namreč živimo v demokratični državi in mislimo, da so ena izmed prvih stvari, ki je zapisana v ustavi, pravice vseh državljank in državljanov in da se borimo, da so te pravice tudi vsem državljankam in državljanom izpolnjene. Ali bodo občani z veseljem sprejeli ta kotiček varuha človekovih pravic? Na vsak način, da take zadeve približamo našim občankam in občanom, je vedno dobrodošlo. Tako da menim, da bo to tudi ena izmed točk, ki bo obiskana, kot je, vsaka točka v občini zelo dobro obiskana. Je pa res, da je navada občine Gorje, da so vrata občine odprta in da s problematiko, ki jo imajo ali pa se ukvarjajo občanke in občani, pridejo na občino in za vsak problem tudi najdemo rešitev. Je v vaši občini dovolj problematike za varuha človekovih pravic? Problematike so raznovrstne, za problematiko varuha človekovih pravic zaenkrat še nismo sledili, je pa, več vrst problematike, v katere se, pomoč občinske uprave in pa mene osebno do občanov vedno potrudimo poiskati rešitve. Hvala za pogovor. Hvala tudi vam. Kdaj ste se pravzaprav v Ljubljani odločili za postavitve kotičkov varuhovih? Približno pred 2 leti smo začeli postavljati varuhove kotičke po vseh slovenskih občinah v namen, da ljudem približamo delo varuha človekovih pravic in da jim omogočimo tudi tistim, ki niso digitalno najbolj vešči, da lahko dostopajo do informacij o našem delu, da dobijo prednatisnjeno pobudo, tako da danes bomo postavili 55. varuhov kotiček. Zagotovo tempo ni takšen, kot sem si ga nekje upal, da bomo do konca mandata obiskali vse slovenske občine, postavili kotičke, vendar računam pa, da v večino slovenskih občin pa bomo lahko dosegli. In kakšna so vprašanja iz večina slovenskih občin, so različna? Nekatere so zelo specifične in se tičejo konkretnega lokalnega okolja. Tenor vseh vprašanj ali pa pobud pa je več ali manj in največ kršitev ugotavljamo na področju neodzivnosti državnih organov in pa tudi organov lokalnih skupnosti. To se pravi, da uradništvo in inštitucije ne odgovarjajo prebivalkam in prebivalcem. In kakšno pomoč najpogosteje potrebujejo? Ljudje potrebujejo pomoč, da jim pomagamo pri intervencijah, da je pri raznih inštitucijah, tako da temu je posvečeno tudi naše delo, da bdimo nad tem in opozarjamo državo, naj ne krši pravic prebivalkam in prebivalcem Republike Slovenije. Tokrat imate obisk še 2 občin, popoldne v Bohinju in pa v Naklem. Zjutraj smo bili v Bohinju, tako da danes bomo obiskali skupaj 4 občine, tako da bomo nekje Gorenjsko v celoti pokrili razen škofjeloškega dela še nismo, ampak ta del Gorenjske pa smo že vse občine pokrili s varuhovimi kotički, kar pomeni, da imajo možnost občanke in občani to tudi izkoristiti. So informacije, ko jih dobite nazaj, so prave, so ljudje zadovoljni s tem, da ste ustanovili vaše kotičke? Dobili smo že kar nekaj pozitivnih informacij, pozitivnih odzivov na to, da je s tem res omogočen lažji dostop in da so ljudje s tem zadovoljni.